kratki noči kres gori, žar v srcih prebudi. Klic prihaja iz davnine, okorosi budi spomine. Grobovi slavnih kraljev skriti, njih stražarji kameniti. Žitna polja, pridna roka, gruda rodna, smeh otroka. Modra reka v dolini, klic pastirja na planini. Tam gozdovi, zelenice, tu rodna polja in gorice. Nikjer travnik ni tako cvetoč, nikjer objem tako ni vroč. Ni takih jezer in morja, ni takih rek in ne gora. Ni na svetu tega kraja, kot si ti, podoba raja. Tu se dan s snom prepleta, tu je lepota razodeta. Vrtinec časa ni izbrisal nič od čara teh lepot. Večno lepa, večno naša, iz roda v rod gre tvoja pot. Kjer reke so smaragdne, rosa jutra biserna, kjer lipe so cvetoče, obzorje brez meja. Kot raj si, domovina, si kot vrt sveta, v glas zvonov rojena, nam ustvarjena. V pomladi vsa vznesena, naš ponos si, Štajerska zelena. Vedno bila si slovenska, klena, trdna ti gorenjska. Topla reka, breza najina, kot kruh si, bela krajina. Koroška naša očetnjava, dedov mojih čast in slava. V Ljubljani katedrala, Orlov vrh, Mladenka Zala. Dolenjski griči, rujno vino, tu smo branili domovino. Kjer svet je soncem obsijan, tam Prekmurska je ravan. Proti morju pa Snežnik, gora večna in branik. Preko Krasa, preko Istre oljka raste, trs rodi. Vse do Trsta in Tržiča rod slovenski še stoji. Vrtinec časa ni izbrisal nič od čara teh lepot. Večno lepa, večno naša, iz roda v rod gre tvoja pot. Grobovom dedov spoštovanje in sovragu kljubovanje. Buči morje, rjovi burja, vihar razsajaj prek dolin, kakor skala zvest in trden, zate bil se bo tvoj sin. Kjer reke so smaragdne, rosa jutra biserna, kjer lipe so cvetoče, obzorje brez meja. To je domovina moja, to je vrt sveta, v glas zvonov rojena, dana od Boga.
Spoštovane slovenske demokratke in demokrati, gledalci in gledalke, dragi prijatelji. V veliko čast mi je, da vas lahko povabim k ogledu Slavnostne akademije v počastitev 32. obletnice Slovenske demokratske stranke. Prireditev tokrat začenjamo nekoliko drugače, saj nam razmere ne dovoljujejo druženja v bolj domačem in prijetnem okolju, a čeprav letos živimo drugačen čas, naše veselje in ponos nista nič manjša. Naša vizija prihodnosti nič manj smela. In četudi nas razmere omejujejo v gibanju in druženju, slovenska pesem ne pozna omejitev v prostoru in času in nas povezuje tudi nadaljavo. In slovenska himna letos, ko praznujemo 30. obletnico slovenske osamosvojitve, zveni še posebej slovesno. 32 let rasti, dozorevanja, plemenitenja idej in ljudi je Slovensko demokratsko stranko pripeljalo do trdnega položaja v slovenski politiki, kjer kot daleč najmočnejša parlamentarna stranka in vodilna vladna stranka soodloča o prihodnosti slovenskega naroda. Od trenutka, ko je dr. Jože Pučnik, oče slovenske države, izrekel znamenite besede Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo, slovenski demokrati gradimo Slovenijo. Gradimo jo vztrajno, s trdno voljo, osebno hrabrostjo ter neizmerno notranjo močjo posameznikov in posameznic, naših članov in članic. Gradimo jo zate, starejši za mlade, mladi za svojo prihodnost. Slovenska demokratska mladina kot eden od stebrov Slovenske demokratske stranke prevzema pobudo z novim predsednikom Dominikom Štraklom. Spoštovane članice in člani Slovenske demokratske stranke, drage demokratke in demokrati. Rojstni dnevi so obletnice, ki slavijo. Danes proslavljamo organizacijo, našo stranko in ljudi, ki jo živijo. Počaščen sem, da vas lahko kot predsednik pozdravim v imenu Slovenske demokratske mladine, ki letos prav tako praznuje 32. obletnico svojega obstoja. Biti del mozaika, ki slika lepšo prihodnost, na to smo mladi izredno ponosni. Slovenska demokratska stranka je v 32 letih dosegla marsikaj. Zgodovina naše stranke je v precejšnji meri tudi zgodovina samostojne Slovenije. Smo ključni del političnega prostora, hkrati pa cenjeni onkraj naših meja. Kot sem pred kratkim in na kongresu SDM dejal, Slovenska demokratska stranka in njen pomladek predstavljata sidrišče politične normalnosti. Ta izjava je doživela veliko pozornosti, prav zaradi tega, ker je tako resnična in ker nekateri tako boli in jim nastavlja ogledalo. Vendar, kaj je ta politična normalnost? Ta politična normalnost, ki jo zagovarjamo, ni nič več in nič manj kot gospodarski napredek in ohranitev tradicij, ki nas gradijo kot narod. Gradi nas identiteta, kultura, jezik, družina. Vrednote, ki jih nosimo v srcu, so svoboda, pravičnost, odgovornost. Zavračamo totalitarne ideologije vseh izvorov. Zaradi naših prepričanj privabljamo ljudi iz vseh kotičkov Slovenije in žanjemo zaupanje v tujini. Kadarkoli smo vodili državo, smo jo usmerili v pravo smer. Smo stranka, ki vedno zagovarja sodelovanje. Vsakič smo ponudili roko sodelovanja drugače mislečim. V naši prvi vladi smo z opozicijo sklenili partnerstvo za razvoj. Takšno sodelovanje smo ponudili tudi danes, pa čeprav, žal, neuspešno. Princip sodelovanja aktivno udejanjamo v tujini. Naj le spomnim na nedavno sprejetje proračuna Evropske unije in Sklada za okrevanje. Naš predsednik Janez Janša in z njim posredno tudi naša stranka je bila prepoznana kot graditeljica kompromisa. Smo stranka medgeneracijskega sožitja, tudi zaradi tega smo izjemni. Nikoli namreč nismo verjeli, da je čas za eno generacijo. Mi verjamemo v sinergijo generacij, izkušnje let in zagon mladosti, zrelost, ki lahko pridobimo samo skozi življenjska obdobja, ter energijo, ki je v domeni mladih. Smo stranka, ki si drzne sanjati boljšo prihodnost. Tudi na to moramo biti ponosni. Zmožnost sanjati velike sanje je namreč sama po sebi oblika poguma. Poguma tisočerih Slovenk in Slovencev, članov Slovenske demokratske stranke, vas, ki ste svoje življenje opeli v dobrobit našega naroda.
Zaradi vsega tega lahko rečem, v SDS smo zbrani izjemni ljudje. Spoštovane kolegice in kolegi, drage prijatelji, nagovarjam vas v imenu mladih v stranki. Opazovali smo vas, kako ste krojili usodo naroda in kako ste zastavili svoje življenja za dobrobit tega naroda. Vzeli smo si za vzor, kako ste kljubovali viharnim časom in kako ste kljub temu vztrajali orkanskim vetrom na kljub. Danes se skupaj borimo proti epidemiji, ki jo bomo uspešno premagali. Mladi v stranki vam zagotavljamo, da to še zdaleč ni zadnja zmaga, ki jo bomo skupaj dosegli. Vse najboljše, SDS. Slovenska demokratska stranka je v življenju naše države prisotna že 32 let in ima nepogrešljivo vlogo v novejši slovenski zgodovini. Nastala je iz notranje potrebe ljudi po spremembi sistema, v katerem se ni več dalo živeti, iz potrebe po normalnosti, demokraciji in svobodi. Stranka SDS je iz razpršenih pomladnih energij vsa leta gradila verodostojno in povezano politično moč, s katero je vzpostavljala in krepila slovensko demokracijo in slovensko državnost. Je nosilni dejavnik boja za dokončanje demokratične preobrazbe, odpravo drugorazrednosti ter ponovne uveljavitve države v zahodnoevropskih civilizacijskih krogih. Vsega tega ne bi bilo brez poguma ustanovnih članov SDZ in SDSS, ki so leta 1989 posadili prvo seme, ga skrbno čuvali in zalivali. Čeprav so se mnogi krokarji divje zaganjali v prve poganke, je to seme pognalo globoke korenine, ki jih ni bilo več mogoče izruvati. Slovenska demokratska stranka je danes največja, najmočnejša in najuspešnejša stranka v Sloveniji. Za seboj imamo 9 zmag na lokalnih državnozborskih in evropskih volitvah, močne korenine v vseh 212 slovenskih občinah ter ugled in vpliv v sestrskih strankah po Evropi in v svetu. Člane Slovenske demokratske stranke odlikujejo zvestoba, potrpljenje, predanost in zaupanje v vrednote slovenske pomladi. Smo velika družina, zbrani iz vseh družbenih plasti življenja in vseh starosti, med seboj povezani in odlično organizirani. Drži se nas neomajno prepričanje, da je vsak človek pomemben, da vsako življenje šteje. Veselimo se vsakega nasmeha, pripravljeni smo nahraniti vsaka lačna usta, učiti vsakega, ki se hoče učiti, pozdraviti vsako rano. Nimamo želje delati revolucije, zadovoljni smo z majhnimi koraki in drobnimi dosežki. Vendar pa se s časom ti drobni dosežki seštevajo in verjamemo, da lahko na koncu spremenijo svet. Na svetu je veliko narodov, ki nimajo svoje države, zato smo slovenski demokrati na svojo toliko bolj ponosni. Zavedamo se potenciala, ki smo ga dobili z osamosvojitvijo. Bili so tudi težki in nevarni časi, a smo vztrajali, stali in obstali. Slovenija je naša domovina, druge nimamo in zato se bomo zanjo borili do konca. Dokazali smo, da se lahko zanesete na nas. Vemo, kako stvari narediti bolje. Vemo, da si Slovenija zasluži več. Slovenska demokratska stranka ima vrednote, zalet, moč in odločnost ter jasno vizijo razvoja in predstavlja enega najbolj trdnih temeljev stabilnosti v naši državi. Imamo ekipo, ki dela za vas. Gradimo Slovenijo, v kateri bo mogoče živeti svobodno in sproščeno, v kateri bo mogoče vzgajati otroke v odgovorne in srečne ljudi. Kajti, kot je rekel Roosevelt, ne moremo vedno zagotoviti prihodnosti našim otrokom, lahko pa vzgojimo naše otroke za prihodnost. Lepa so tvoja polja, lep je tvoj sanjski svet.
lepa si do vesolja, lepa si spet in spet. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Najlepša si, moja dežela, lepa od mest si pa do vasi. Na zemlji bom svoji ostala, vse dokler ne zaprem oči. Najlepša si, moja dežela, zame najlepši si del sveta. Tukaj živim, tu bom ostala. Najlepša si, Slovenija. Lepo je tvoje morje, lep je vsak tvoj pristan. Lepa so tvoja jutra, lepa si dan na dan. Lepe so tvoje rože, lep je odsev gora. Lepe so tvoje reke, lepa si do neba. Lepe so tvoje rože, lep je odsev gora. Lepe so tvoje reke, lepa si do neba. Najlepša si, moja dežela, lepa od mest si pa do vasi. Na zemlji bom svoji ostala, vse dokler ne zaprem oči. Najlepša si, moja dežela, zame najlepši si del sveta. Tukaj živim, tu bom ostala. Najlepša si, Slovenija. Najlepša si, Slovenija. V Slovenski demokratski stranki delamo za dobrobit slovenskega naroda. Vztrajamo pri svojih vrednotah in načelih, branimo ustavne vrednote samostojne Slovenije, ustvarjamo pogoje, ki bi povezovali in ne delili. Vsem ponujamo roko sodelovanja, za dobro vseh nas, za dobro Slovenije in vseh prihodnjih generacij. Uspelo nam bo, ker zmoremo, a le skupaj. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, predsednik Slovenske demokratske stranke in predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Spoštovani in dragi članice in člani Slovenske demokratske stranke. Slovenske in demokratske stranke.
Iz upanja slovenske pomladi se je rodila. Zrasla je iz trpljenja in poguma dr. Jožeta Pučnika in Franceta Tomšiča ter tisočerih slovenskih domoljubov in demokratov. Vseh, ki so tudi skozi svinčena leta doma, za mestu in po svetu ohranili zdravo kmečko pamet in z njo vero v možnost demokratične in samostojne Slovenije. Klila je na protestih Roške in Kongresnega trga, na pisateljskih večerih in v molitvah po slovenskih cerkvah v času procesa proti četverici. Zlivala se je v dve osrednji stranki kasneje nastalega Demosa, Slovensko demokratično zvezo in Socialdemokratsko zvezo Slovenije. Pomladna, demokratična, slovenska osamosvojitvena energija. Demos je tvegal in tvegali so ljudje iz vodstev Slovenske demokratične zveze, Slovenske ljudske stranke, Socialdemokratske zveze Slovenije, Slovenskih krščanskih demokratov, Liberalne stranke in Zelenih Slovenije. Tveganje v pravem času, pogum in razum so omogočili oblikovanje velike enotnosti slovenskega naroda. Ta je kljub razklani politiki neomajno uresničil svojo plebiscitno odločitev, jo ubranil v vojni za Slovenijo in dosegel mednarodno priznanje. Prišla so poletja, a tudi zmrzali, zime in viharji. Pomagala jim je naša naivnost in brezmejna dobronamernost. Tisti, ki jim naše osamosvojitvene sanje nikoli niso bile intimna opcija, so z vsemi sredstvi razdirali, blatili, medijsko morili, zlorabljali pravno državo, kradli volitve, mandate in dostojanstvo Slovencev. Rastel pa je tudi pogum. Najprej šibek, ki je komaj preživel volilno leto 92, nato pa vse močnejši. Prvotna energija se je začela iz leta v leto ponovno zbirati in krepiti. Kljub vse bolj brezobzirni zimi je preraslo v srednjo demokratično politično silo v Sloveniji. Zrasla je v srednjo politično, v stebrno moč slovenskega naroda. Kajti videli smo radost in bolečino slovenskega naroda in narod je videl nas. Nikoli se ni izneverila prvotnim načelom, nikoli ni poteptala lastnega programa in načel parlamentarne demokracije. Nikoli ni zavračala sodelovanja, dosledno je branila ustavne vrednote samostojne Slovenije. Ustvarila je pogoje za blaženje robov slovenskega razkola in skušala povezovati tudi tiste, ki so izključevali. Ponujala je roko zaslepljenim od zgodovinskega sovraštva. Ko je bila domovina v stiski, je njeno dobrobit postavljala pred lastne interese. Tako je bilo ob osamosvojitvi, tako je bilo ob finančni in gospodarski krizi in tako je bilo ob izbruhu epidemije lansko leto, ob izbruhu epidemije koronavirusa, ko so drugi pometali puške v koruzo. Stranka je delovala po načelu, kdor ni proti nam, ta je lahko z nami. Ni gradila na zamerah, ampak na sodelovanju. Zato je danes velika, močna in up Slovenije za uresničitev plebiscitnih sanj. Sanj in hrepenjen pod Cankarjevem raju pod Triglavom, po Prešernovi edinosti, sreči in spravi, po domovini, ki bo mati vsem svojim otrokom, po domu, miru in pravičnosti. Po času, ko se bomo kljub razlikam vsi prepoznavali v barvah slovenske zastave in verzih ustavne zdravljice. Po času, ko bomo sposobni bolj enotno brati znamenja prihodnosti in se na njo pravočasno pripraviti. Slovenska demokratska stranka je politična sila slovenske osamosvojitve. Je politična sila sedanjosti in je politična moč slovenske prihodnosti, ker se zaveda, da je naše največje bogastvo svoboden, omikan in ustvarjalen slovenski človek. Brez delitve na naše in vaše, na prvo in drugorazredne. Da je naš največji razvojni potencial naše znanje in naša zavest, da so obzorja vedno širša, kot jih vidimo danes. Da se prihodnost še ni zgodila in da smo vsi enako poklicani, da jo oblikujemo. Iskrene čestitke in velika hvala ob 32. obletnici Slovenske demokratske stranke vsem, ki ste bili poleg od rojstva dalje.
Hvala vsem 10 tisočem članom in podpornikom, tem vsem 100 tisočem, ki na volitvah obkrožite zmagovite barve sonca in modrega neba. Prihaja zrela doba, čas odločilnih naporov in boja za dobro prihodnost Slovenije. Ni popuščanja. Naj živi naša velika družina, slovenska in demokratska. In Bog živi Slovenijo. Slovenija, zapojmo ti iz polnega srca. Naj pisem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom, med biseri sveta. Z lepoto te obdal je Bog od morja do gora. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te Sirot je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te Sirot je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Moj narod svobodnjakov rod, si kmize voli sam. Mučencev je junakov plod, ki ne boji se ran. Iz tisočletnih korenin poganja naša rast. Resnico ljubimo in mir, svobodo, vero, čast. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te Sirot je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te Sirot je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Vrhunec vsakoletnega praznovanja obletnice Slovenske demokratske stranke je podelitev priznanj za dolgoletne, nesebične napore njenih članov in članic. Vedno znova dokazujejo, da smo ne le največja, ampak tudi daleč najbolje organizirana parlamentarna stranka. Ko je treba, se v delo vključi na stotine članov po vsej Sloveniji. Nenazadnje se to izkazuje na volitvah, kjer iz leta v leto beležimo zmagovalne rezultate. Člani in podporniki delajo za stranko v svojem prostem času, brez posebnih nadomestil. Priznanja so zahvala za njihovo izjemno požrtvovalnost. Na slovesnosti podeljujemo najvišja priznanja odborom ter zlati in diamantni znak posameznim članom in članicam. Čeprav je današnja slovesnost le virtualna, z veseljem predstavljamo letošnje nagrajence. Priznanje Slovenske demokratske stranke prejme mestni odbor SDS Ljubljana. Leto 2020 nas je zaznamovalo na čisto poseben način. Ker običajno življenje stranke zaradi epidemije, omejitev gibanja in združevanja ni moglo teči po ustaljenih tirnicah, smo zmanjšali število srečanj in sestankov, energijo pa preusmerili v organizacijo pomoči svojim sokrajanom. Številne članice in člani po državi so priskočili na pomoč pri nakupih, razvozu živil in potrebščin, razdeljevanju paketov s hrano. Mnogi so pomagali tudi v domovih za starejše občane.
Z dejanji dokazujemo, da smo slovenski demokrati vedno pripravljeni pomagati. Vsem članicam in članom SDS se ob tej priložnosti za izkazano prostovoljstvo iskreno zahvaljujemo. Pobudnik prostovoljske akcije je bil prav mestni odbor SDS Ljubljana, zato mu izrekamo posebno priznanje. Izvršilni odbor Slovenske demokratske stranke Slovenije je v skladu s pravilnikom o priznanjih za leto 2020 podelil 9 zlatih znakov članom in članicam, ki so s svojim delom v preteklih letih najbolj občutno prispevali k krepitvi stranke in razvoju demokracije v Sloveniji. Zlati znak SDS prejme Ivan Grm. Ivan Grm iz Sevnice je v svojem odboru in kraju zelo spoštovan človek, znan po pridnosti, poštenju in skromnosti. Poprime za vsako delo, za funkcije pa mu ni kaj dosti mar. Le enkrat je kandidiral v krajevno skupnost in bil zaradi svoje priljubljenosti zlahka izvoljen. Že 4 mandate je član izvršilnega odbora, vedno je glavni nosilec aktivnosti občinskega odbora in organizator terenskega dela. Naj gre za plakatiranje, organizacijo dela volilnih odborov, obiske volivcev in drugih opravil. Skupaj s člani družine aktivno sodeluje pri pridobivanju novih članov. Je član Združenja veteranov slovenske osamosvojitve, član Društva vinogradnikov Boštanj Sevnica in Društva revmatikov Slovenije, kjer je za svoje delo prejel najvišje državno odlikovanje. Zato ga lahko uvrstimo tudi med pomembnejše javnomnenjske voditelje. Zlati znak SDS prejme Vika Jelen Škrlep. Vika Jelen Škrlep se je v hrastniški občinski odbor včlanila po preselitvi iz Gorenjske. Takoj se je vključila v delo in s svojo aktivnostjo ter predanostjo postala nepogrešljiva organizatorka družbenih aktivnosti v odboru. Več let je uspešno delovala v izvršilnem odboru, je članica ženske sekcije in v tem mandatu tudi aktivna članica nadzorne komisije. V letu 2014 je kandidirala na volitvah v državni zbor in dosegla zelo lep rezultat. Vika Jelen Škrlep je tako v občinskem odboru kot tudi v širšem regijskem okolju znana kot ena izmed najbolj vplivnih članic na družbenih omrežjih, kjer predano zagovarja vrednote slovenske pomladi. Pogosto pomaga ljudem pri reševanju njihovih stisk in občutljivejših življenjskih okoliščin, s čimer si je med člani prislužila veliko spoštovanje. Zlati znak SDS prejme Viktorija Kukanja. Viktorija Kukanja je članica odbora v Postojni, predsednica ženskega odbora SDS Postojna in občinska svetnica. Vedno je polna idej in predlogov ter sodeluje pri vseh aktivnostih. Nepogrešljiva je pri zagotavljanju udeležbe na srečanjih na lokalnem, regijskem in državnem nivoju. Rada ima terensko delo, kar je vselej pomembno pri organizaciji dela v volilnih in referendumskih kampanjah. Še posebej pa se je svojo moralno oporo članstvu izkazala v času afere Patria. Zadnje leto, ko Slovenijo pesti epidemija in so stiki in druženja omejeni, veliko svojega prostega časa nameni telefonski komunikaciji s člani in pomaga tistim, ki so osamljeni ali potrebujejo takšno ali drugačno oskrbo. Kljub zrelim letom je Viktorija vedno polna energije in dobre volje, s katero dviguje moralo tudi vsem drugim. Zlati znak SDS prejme Justina Lukančič-Pfeiffer. Justina Lukančič-Pfeiffer je neutrudna odbornica, domoljubna in zvesta članica Slovenske demokratske stranke v Argentini. Rodila se je v Slavini pri Postojni.
Njena družina je pred vojno trpela pod italijanskim terorjem, med vojno pa pod partizani, ki so očeta odpeljali, ga mučili in ustrelili samo zato, ker je znal italijansko. Maja 1945 je komaj 18-letna prebegnila v Avstrijo in od tam v Argentino. Kot zavedna Slovenka se je vključila v slovensko skupnost ter aktivno sodelovala v slovenskem domu San Martin in v Zvezi slovenskih mater in žena. Članica SDS je postala leta 1996. Sodelovala je pri vseh volilnih kampanjah in drugih aktivnostih odbora. Pri svojih 93 letih spretno uporablja socialna omrežja, prek katerih ohranja in krepi stike med rojaki in jih seznanja z aktualnimi političnimi razmerami v domovini. Pridobila je mnogo novih članov in simpatizerjev in je zvesta zagovornica vrednot slovenske pomladi. Zlati znak SDS prejme Aleš Nagode. Aleš Nagode je simpatizer SDS od leta 1989, član SDS pa že več kot 25 let. V času afere JBTZ je ure in ure prestal pred zaporom na Roški cesti s transparentom, ki ga hrani še danes. Dolga leta je bil član vodstva občinskega odbora Jesenice in duša vseh aktivnosti, od organizacije kampanj do vsebinskih in družbenih aktivnosti, pri čemer je vedno glasno zagovarjal vrednote slovenske pomladi. Udeležil se je vseh shodov odbora 2014 pred Vrhovnim sodiščem. Ko je bil Janez Janša zaprt na Dobu, je organiziral mašo v cerkvi svetega Lenarta na Jesenicah, ki je zavetnik jetnikov in pogosto upodobljen z razbitimi verigami, ker je tolikokrat dosegel osvoboditev nedolžnih. Aleša Nagodeta odlikujeta pozitivno razmišljanje in mirnost, s čimer je znal med člani jeseniškega odbora vedno delovati povezovalno in v prid razuma. Vsa leta je v svoji skromnosti ostajal v ozadju, zato naj to priznanje služi kot izraz hvaležnosti in spodbuda za nadaljnje delo. Zlati znak SDS prejme Franjo Rozman. Franjo Rozman je član mestnega odbora Ptuj. V odbor je prinesel bogate izkušnje iz dela v gospodarstvu in na športnem področju. Že kmalu po vključitvi je prevzel delo tajnika. V mandatu 2010 do 2014 je bil mestni svetnik. Od 2012 do 2016 je kot član športnega foruma sodeloval pri organizaciji letnih in zimskih športnih iger. Njegova motiviranost, odgovornost in izkušnje so pomagale k dobrim rezultatom na lokalnih in državnozborskih volitvah. Svojo povezovalno naravo in novimi idejami zna motivirati za delo. Člani odbora so mu zaupanje in hvaležnost izkazali s tem, da so ga leta 2019 izvolili za predsednika. V času korona krize skrbi za dnevno obveščanje članov in širše lokalne skupnosti o ukrepih vlade za zajezitev epidemije in blažitev njenih posledic. Njegova umirjena drža je pripomogla k umiritvi marsikatere napetosti, ki jo prinaša ta negotovi čas. Zlati znak SDS prejme Franc Simonič. Franc Simonič je izjemno skromen, a prizadeven in delaven član mestnega odbora Maribor, ki je globoko predan vrednotam slovenske pomladi. Že drugi mandat je član izvršilnega odbora, član kluba seniorjev in seniork in kot šahist član športnega foruma. Za dosego skupnih ciljev je Franc Simonič povsem samoiniciativno pripravljen veliko postoriti. Na razpolago je pri vseh volilnih in referendumskih aktivnostih. Skrbi pa tudi za to, da so avtobusi, ki vozijo mariborske člane na strankarske prireditve, vedno polni do zadnjega kotička. Z zlatim znakom se odbor Francu Simoniču zahvaljuje za 23-letno zvestobo in pripadnost.
Zlati znak SDS prejme Janez Somi. Janez Somi je član SDS že 25 let in je več mandatov zapored predsednik občinskega odbora Lendava. S svojim neumornim delom je prispeval k napredovanju odbora in k vedno dobrim rezultatom na lokalnih in državnozborskih volitvah. Z znanjem, modrostjo in požrtvovalnostjo je vsa leta uspešno povezoval člane različnih narodnosti in značajev, da so dobro sodelovali in izvajali vse potrebne aktivnosti, vključno z organizacijo številnih prireditev, ki jih je stranka na državni ravni priredila v Lendavi. Občani so mu že četrtič zaupali mandat občinskega svetnika. En mandat je bil podžupan, enkrat pa je kandidiral za poslanca v državni zbor. Aktivno sodeluje v pomurski regijski koordinaciji in med člani uživa velik ugled in spoštovanje. Je tudi dolgoletni predsednik Turistične zveze občine Lendava in je na tej funkciji pomemben javnomnenjski voditelj. Zlati znak SDS prejme magister Silvo Škornik. Silvo Škornik si ni nikoli mislil, da se bo kdaj aktivno ukvarjal s politiko, vendar je spričo stvari, ki so se v naši državi dogajale, ocenil, da ne more ostati neopredeljen. Leta 1996 je postal član odbora Šmarje pri Jelšah. Člani so mu hitro izkazali zaupanje, ko so ga na prvi konferenci imenovali za člana nadzorne komisije. Kasneje je deloval kot regijski informator in tajnik odbora. Dvakrat je bil izvoljen za občinskega svetnika. Od leta 2006 do 2009 je bil član nadzornega odbora RTV Slovenija. Pretežni del časa po letu 1996 je tudi član izvršilnega odbora in v tej funkciji tudi aktivno soudeležen pri vseh volilnih in referendumskih aktivnostih. Je močan mnenjski voditelj, ki zna ohranjati kritično distanco, zaradi česar je njegovo mnenje vedno dobrodošlo in cenjeno. Najvišje priznanje, ki ga za svoje delo lahko prejme član Slovenske demokratske stranke, je diamantni znak. Prejme ga lahko član, ki je s svojimi dolgoletnimi prizadevanji, delovanjem ter osebnim ugledom doma in v tujini odločilno prispeval k izjemnim dosežkom na področju razvoja demokratičnih procesov, k uveljavljanju temeljnih vrednot programa SDS ter s tem h krepitvi stranke kot celote. Diamantni znak SDS za leto 2020 prejme dr. Miroslav Luci. Miroslav Luci je doktor medicine, specialist pulmolog, ki vse svoje življenje izkazuje izjemne dosežke na lokalni, državni in mednarodni ravni. Njegovo osebnost odlikujejo vizionarstvo, odličnost in dobrodelnost. S svojim profesionalnim pristopom in zagnanim delom si je pridobil zaupanje in spoštovanje prebivalstva na Ptuju in njegovi širši okolici. V politično življenje se je vključil v pripravah na osamosvojitev. Leta 1990 je postal član mestne skupščine. Leta 1994 je bil prvič izvoljen za župana občine Ptuj. To funkcijo je opravljal 2 mandata. Posvetil se je predvsem problemom posameznika in njegovih potreb v mestnem okolju. Posebej ponosen je na to, da je Ptuj v času njegovega županovanja dobil številne nove infrastrukturne pridobitve, ki so občutno dvignile kvaliteto življenja Ptujčanov ter dale mestu pečat urejenega urbanega regijskega središča. Leta 1996 je bil prvič, leta 2004 pa drugič izvoljen v državni zbor. Bil je podpredsednik državnega zbora, podpredsednik odbora za mednarodne odnose, član odbora za lokalno samoupravo ter odbora za delo, družino, zdravje in socialne zadeve.
V mandatu prve Janševe vlade je leto dni opravljal funkcijo državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade za povezavo med vlado in državnim zborom. Leta 2005 je bil imenovan za veleposlanika Republike Slovenije v Srbiji, od koder je pokrival tudi predstavništvo v Romuniji in Črni Gori. V tem času je aktivno deloval na gospodarskem povezovanju med državama in iskanju poslovnih priložnosti za slovenska podjetja. Miroslav Luci je znan tudi po svoji dobrodelni dejavnosti ter socialno-humanitarnem delu. Po upokojitvi je bil predsednik ptujskega Rotary kluba. Od ustanovitve do danes je spiritus agens mestnega odbora Ptuj. Dolga leta je bil predsednik in do zadnjega mandata tudi član izvršilnega odbora. S svojo strokovnostjo, jasnim političnim pogledom in modrostjo še vedno pomaga soustvarjati politiko občine Ptuj. Spoštovani udeleženci današnjega praznovanja obletnice Slovenske demokratske stranke. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da se lahko v imenu prejemnikov plaket in priznanj zahvalim predlagateljem in odločevalcem o prejemnikih. Razmere v svetu in naši domovini so v zadnjem času posebne. Zato tudi današnja akademija poteka na poseben virtualni način, pa zaradi tega ni nič kaj manj slavnostna. Veseli me in ponosni smo, da ste v polju zlatega zrnja našega članstva in aktivnosti Slovenske demokratske stranke širom po Sloveniji, od Primorske do Prekmurja, opazili naša prizadevanja in trud za boljšo kvaliteto življenja in skrb za občane in državljane. A priznati moramo, da brez aktivnega in zavzetega članstva Slovenske demokratske stranke tudi naših prizadevanj ne bi bilo. Upamo, da je naše politično delo na različnih področjih prispevalo k kulturnemu, prepričljivemu in strokovnemu reševanju problemov v naši družbi. V našem delu pa smo kulturno, strpno in argumentirano komunicirali z našimi političnimi konkurenti. Na ta način smo tudi krepili zaupanje državljanov Republike Slovenije v parlamentarno demokracijo, v vlado, parlament in s tem povečali interes in udeležbo za odločanje na največjem prazniku demokracije, to je na demokratičnih volitvah. Predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom v vladi ter koaliciji nasploh želimo uspešno delo pri premagovanju pandemije COVID-19 in socialno-ekonomskih problemov, ki bodo temu sledili. Trdno in enotno naj se zoperstavijo še ene epidemiji, ki se pojavlja v obliki trdovratnih, agresivnih, surovih napadih, občasno že nesramne, brezupne opozicije, ki so je polna usta skrbi za kulturo in kulturni dialog, a ga v državnem zboru in v medijskih nastopih ne zmorejo in ne znajo uporabljati. Še enkrat, dragi prijatelji, gospe in gospodje, iskrena velika hvala za pozornost in naklonjenost. Še spomnim se nekoč, nekdaj, misel vleče me v kraj, kjer mala punčka s kitkami odpre oči. V jutru sredi teh gora narava je res čudežna, a leta preč so šla, tujina pravljico zlaga.
To je bila slavnostna akademija ob 32. obletnici Slovenske demokratske stranke. Od vas se poslavljamo s Prešernovim verzom. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, hvala, ker ste z nami proslavili 32 let delovanja Slovenske demokratske stranke. Skozi program sem vas vodila Eva Irgl. Ostanite zdravi. Veselimo, kupico izpimo in nazdravimo do dna. Iz srca želimo smehati obilo, naj ti Bog veselja da. Enkrat le v letu dni tvoj se rojstni dan slavi in vsi se veselimo, kupico izpimo, ti nazdravimo do dna. Za tvoj rojstni dan vsak ti seže v dlan in iskreno ti dobro zaželi. Za tvoj rojstni dan vsak ti seže v dlan, pesem poje ti in ti zaželi še veliko srečnih dni. Kupico izpimo in nazdravimo do dna. Iz srca želimo smehati obilo, naj ti Bog veselja da. Enkrat le v letu dni tvoj se rojstni dan slavi in vsi se veselimo, kupico izpimo, ti nazdravimo do dna. Za tvoj rojstni dan vsak ti seže v dlan in iskreno ti dobro zaželi. Za tvoj rojstni dan vsak ti seže v dlan, pesem poje ti in ti zaželi še veliko srečnih dni.